tokrat me čakajo res zanimivi gostje. Skupaj z mano boste spoznali slovenske parašportnike in njihove morda še malo bolj skrite zgodbe. Gremo! Malo je ljudi, ki pravijo, da ne bi spremenili prav ničesar pri najbolj nesrečnem dnevu v svojem življenju, če bi za to dobili drugo priložnost. No, velika sreča pa je to za vse tiste, ki jih moj zdajšnji gost, Matic Kržan, motivira ne samo pri odbojkarskih tekmah, pač pa tudi na številnih srečanjih z otroki na paraolimpijskih športnih dnevih. Matic, pred prometno nesrečo si bil aktiven nogometaš, nato pa je vmes posegla usoda. Kaj se je zgodilo, kako se spominjaš dogodka? Dogodka se spominjam še kar v živo, to me bo spremljalo po mojem kar čez celo življenje. Ni nič narobe s tem, da sem pač izgubil nogo, včasih mi je, da sem lahko nekomu pomagal, zgodilo se je pa pred 4 letami, se pravi, ko smo šli z bratom in s prijateljem proti Ljubljani. Zdelo se nam je, da bi bilo fajn, če gremo v Ljubljano jesti, ne pač v tistih koncih, ki sem jaz doma. Na temu, se pravi, potovanju, ko smo šli proti Ljubljani, smo pa zagledali eno prometno nesrečo. Zaleteli so se mladi fantje, neki so se prehitevali, se pravi, nekaj derkali so se, pokazali so svoje moči na mesto, kje drugje, so to rajše pokazali na cesti. Pripetila se je prometna nesreča in z bratom sva takoj vedela, kaj mora narediti. Zraven je sedel še kolega, ki ni imel nikoli, se pravi, nikoli se ni soočil s tem in tudi prijateljica, ki se nikoli ni soočila s tem. Jaz pa brat sva bila pa že takrat aktivna, tudi gasilca, hodila sem na tekmovanje, ni da ni in sva vedela, kaj mora kakšen narediti. Jaz sem šel takoj do vseh pogledati, kaj je narobe, brat je šel pa zavarovati samo nesrečo, se pravi, bi bila nesreča že 2-krat zavarovana. V to prometno nesrečo, da ne bom dolgovezal, je pa, se pravi, preletela neka pijana oseba, ki ni nič zavirala, ampak se je pač pripeljala 90 km v moj hrbet. V tem trenutku se jaz spomnim celotne zgodbe iz 5 sekund na 20 minut ali pa še več, ker to je bilo nenormalno, veliko časa sem jaz za razmisliti takrat, kaj je bilo vse to, se veste, kako je to. Takrat te malo mogoče karma udar ali pa, ne vem, celo življenje je pred tabo in takrat se malo rečeš, a bom še živel, a ne bom še živel. Seveda bom jaz sem tak človek, da poln energije in bi rad še živel. V tem trenutku sem se takrat tako odločil, ker je bilo vsega konc, ker so bili samo še zvoki, pomagajte temu, pomagajte unmu, sem jaz ta zvok v sebi izključil. Vedel sem, kaj moram narediti, se pravi, takrat sem dvignil avto, ne vem, kje sem dobil moč, zgleda nek odgor mi nekdo pač pomagal ali pa vsi ljudje, ki verjamejo vame, so takrat nekako mi dali to moč, kot da s tem, da se jaz izvlečem ven iz vozila. Vedel sem, da moram to noga je bila praktično kot palčka na polovici. Nič se jaz nisem ustrašil, takrat sem mogel postati pač miren. Vedel sem, da bom pač izgubil veliko krvi, če bom se veliko premikal ali pa če se ne bom sam sebi pomagal. Jaz nobenemu ne zameram, takrat jaz nisem dobil pomoči od nobenega tam, bilo jih je pa res veliko. Ampak to ni nobena zamera, jaz vem, da je to šok, kaj bi jaz storil, če bi bilo v tem primeru obratno, jaz tega ne vem, tako da takrat sem se dal na bok, počakal, da so prišli reševalci in takrat naprej je bilo pa vse pri zdravniku, ko sem bil v dobrih rokah. Kako je pa potem potekala tvoja rehabilitacija? Moja rehabilitacija, moram reči, da je potekala kar se ful dobro. Imel sem take ljudi v sebi, fiziatre in tudi doktorje, ki so mi dali neko novo upanje za naprej, vsi so me bodrili. Vedeli so, da sem mlajši fant, takrat izgubil nogo pri svojih 20 letih. Je zelo težko, imaš še celo življenje pred sabo, imaš še družino. Kaj bi bilo, če bi jaz takrat umrl, ampak bil sem okrožen z dobrimi ljudmi, sploh pa moram se zahvaliti svoji družini, ker če ne bi bilo takrat družine, jaz sem takrat začel dojeti, kaj je to družina. Prej sem bil neke vrste rebelde, če smo tako, se lahko izražam, zdaj sem pa pač postal fant iz malo več izkušnjami. Ja, verjetno bi marsikdo rekel, da za nogometaša ne more biti večje smole, kot da izgubi nogo. Kako pa ti gledaš? Ne samo za nogometaša, to je smola mogoče za vsakega. V tem primeru pa moram jaz reči, jaz sem bil takrat srečen, da sem izgubil svojo nogo. Zakaj? Ker bi praktično moja rehabilitacija bila težja. Lahko bi se zgodilo še kaj hujšega, se pravi kakšna sepsa ali kaj podobnega, se pravi pridejo take stvari zraven,
ker si na koncu rečeš, ok, nimam noge, bom dobil nadomestek s tem proteza, ki bo proteza toliko funkcionalna, da bo približek moji pravi nogi. Ampak ja, kot večnega športnika, ki je na nogah laufa in teče in vse to, je res smola, da izgubiš nogo, ampak takrat se ni treba gledati nazaj, stara vrata se ti zaprejo, nova se ti odprejo, odpre se ti drug svet, tako da tudi lahko tečem, tako da praktično se nič ni spremenilo. In kako si potem pristal in se znašel v svojem novem športu, sedeči odbojki, mogoče kakšna vzporednica vseeno z nogometom? Ja, vzporednice je veliko, sedeči odbojki, sploh timski šport. Jaz sem si želel, ko se mi je to zgodilo, sem bil že takoj obdan z veliko športnikami. Tudi takrat sva se z Darko Đurićem dobila sama, jaz sem njega kontaktiral, ali on mene, to se točno ne spomnim, ampak moram reči, da je bil on moja velika podpora takrat, ko se je to zgodilo, pa ne samo meni, predvidevam, da vsem športnikom, sploh mladim športnikom, takrat, ko smo rabili oporo, da je povedal, kakšni športi sploh obstajajo. Potem so pa prišli v Uri Soča, rehabilitacijski center Uri Soča, so pa prišli, se pravi, trener do mene, predstavili so šport sedeče odbojke. Seveda sem ga šel takoj probati, takoj mi je bil všeč. Prvo kot prvo je fantastična družba, drugo kot družba smo vsi enaki, ni nobenih razlik. Noben ne gleda na kakšnega drugače, kakor smo pač smo normalni ljudje, tako se tudi sami sebi govorimo. Timski šport, dober duh in se pravi, jaz hočem napredovati iz ekipo, ne nočem napredovati mogoče sam, ok, kot se tiče sebi, ja, karakterno seveda, ampak kot se tiče športne poti, pa jaz vidim mojo ekipo kot nek skupek. In kako močna je konkurenca zdaj v sedeči odbojki, kam sodi Slovenija trenutno? Konkurenca je zelo velika, kar se tiče sedeče odbojke, ampak mi se te konkurence ne bojimo. Počasi, mi smo komi nastali, ponovno smo nastali v sedeči odbojki fantje, nobenega se ne bojimo. Trenutno spadamo Slovenci, mislim, da na 12. mesto evropsko gledano, svetovno trenutno ne vem, na kakšnem merilu smo. Ampak bomo vse naredili s temi fantimi, da se prebijamo v elito. To je naš namen, zato treniramo, da bomo prišli na velika tekmovanja, da bomo osvajali medalje in da bomo lahko v Sloveniji prinesli dober rezultat. Super, trenutne razmere so sicer kar marsikateremu športniku korenito spremenile vsakdan, pa tudi potek treningov. Kako to rešujete v enem ekipnem športu, kot je odbojka sede, verjetno še več prilagajanja potrebnega? Ja, tukaj je treba poudariti, da je ful veliko psihološkega, psihološke stvari, veliko je treba narediti sam v sebi, v glavi, svoji glavi, da se pač prepričaš, da je taka stvar. To bo nekaj časa trajala, to bo šlo tudi vse za nami, kakor so šle druge stvari za nami, kakor je na primer moja prometna nesreča, to je vse za nami. Pustimo, da je to, da smo v taki situaciji, ki se je treba prilagoditi in pravi športniki se morajo prilagoditi v vsaki situaciji. Tako da mislim, da smo dobro čez to šli, dobili smo navodila od trenerja, da se doma, se pravi, sami sabo malo športamo, treningov ni bilo, ampak da so se treningi začeli nazaj, fantje smo se dobili vsi nazaj. In moram reči, da je po koronskem, kar se je zgodilo, še več ljudi prišlo nazaj, kakor pa prej, ker nas je bilo tako normalno, da je pač dalje več jih tudi dobivamo, novih igralcev. Tako da korona je nekaj slabega, pa nekaj dobrega prinesla, tako da treba se pa pač boriti. Na katere uspehe reprezentance svoje do zdajšnje si pa najbolj ponosen? Jaz sem ponosen na uspeh, da so sploh fantje toliko motivirani, da prihajajo na treninge, da kljub svojim obveznostim, kakor je služba in druge stvari, prihajajo. In to je moj ponos. Trenutno imamo fantje dober rezultat na conskem evropskem prvenstvu, v kateri smo ga tudi zmagali, in dober rezultat je na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki smo bili v Poreču tretji. Ampak jaz sem najbolj ponosen na te svoje fantje, rezultati bojo prišli iz treningi in z vsemi, kar pač zdaj izdelamo, ampak res sem ponosen na svoje fante. Imaš ti mogoče kakšen predmet za srečo, ki te spremlja na tekmovanjih, ali pa kakšen ritual v pripravah na najpomembnejše tekme, ga imate mogoče za ekipo? Tako bom rekel, ritual imam sam pri sebi, se pravi, da se potegnem sam vase, večina imam slušalke takrat gor, ko se pripravljam na kakšno tekmovanje, se pravi, poslušam svoje telo, kako mi srce bije v tem trenutku. Ampak da imamo kakšen tako skupen ritual, pa prežgemo si muziko, fajn se imamo, mora biti zabava, mora biti hype,
če se lahko tako izražam, mora biti en dober skupek vsega, da so fantje veseli, da pridajo naspiderani na tekmo, da se to vidi, da bomo vse razgrižali, če je treba. Pa to je naš ritual skupni, sami pa ne verjamem pa v predmete, katere ti dajo srečo. Pač ne, treba se je za rezultate boriti in to je vse sproti, niti vse dano v zibelko. Pač mi, ki smo neki hendikepirani ljudje, smo željni, da se pač borimo, da hočemo neke rezultate osvojiti. In kakšne so želje, cilji tekmovalni za naprej? Mogoče nekoč tudi paraolimpijske igre? Seveda to je na prvem mestu, da s fantami osvojimo evropsko prvenstvo, potem svetovno prvenstvo in potem paraolimpijske, se pravi, igre. Ampak vse je nek čas, vse je neka dolga zgodba z nami, s fanti moramo ostati skupaj in se pač boriti naprej. Kaj pa na splošno, recimo, pogled na srečo v življenju? Kaj te usrečuje ali pa a se je mogoče tvoje dojemanje sreče po nesreči kaj spremenilo v primerjavi s prej? Jaz sem srečen, da sploh lahko še živim v takem življenju, ki ga imam. Jaz sem zelo srečen, da sem lahko delal okoli vas, da se mi da pogovarjava lepo takole. In mislim, sreča. Sreča je, nekdo je nek, pa če verjameš v njega ali ne. Pač nek je na tem, ampak trenutno se pravim, sem srečen, ki imam družino, ki sem zdrav, ki sem v redu. To je to. Zelo rad svojo zgodbo deliš tudi z mladimi v okviru projekta Ali postani športnik ali paraolimpijskih šolskih dni na šolah. Katero je tisto glavno sporočilo, ki ga želiš ob takih dogodkih predati naprej? To mi je nekaj najlepšega. Mladim slovenskim športnim upom ali vsem mladim otrokom in tudi starejšim in najstarejšim dati neko novo energijo. Tudi sam sem jaz to potreboval takrat, ko se je to meni zgodilo in dobil sem. In če sem dan na ta svet s tem namenom, da bom drugim pomagal, bom pač to pomagal. Drugače pa moje sporočilo vsem je to, se pravi, napihnimo prsa eno nogo po drugo nogo in dokler ne pridemo do cilja, se ne bom ustavil. Najlepša hvala, Matic, za tvojo energijo, pa seveda srečno in uspešno tudi naprej. Hvala lepa.